Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 25. februar 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? 2 leti in pol po poplavah živi v kontejnerju. Minevajo 4 leta od začetka ruske invazije na Ukrajino. Kdo je Čehinja, ki dan začne z midva in sanja o poučevanju in življenju v Mariboru. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Avgust 2023 je življenje spremenil okoli 350 družinam Savinjsko-Šaleške regije, ki so se ali se bodo morale preseliti. Največja preselitvena vala, Letuš v Braslovčah in Pohrastnik v Šoštanju, sta šele pred vrati. A opisani čakajoči lahko na preselitev še vedno čakajo v svojih nekdanjih, večinoma že državi prodanih hišah, medtem ko posamezniki, ki so jim poplave in plazovi odnesli hiše, te možnosti niso imeli. Ireni Kosmač iz Strug je Savinja odnesla pol hiše, drugo polovico so morali zaradi nevarnosti porušiti. Iz nje ni mogla vzeti niti ene stvari. Denar zanjo je država dobila, a z njim si še ne more pomagati, ker območje za nadomestitveno gradnjo, na katerem bi se rada postavila manjšo montažno hišo, še ni pripravljeno. Sedaj je brez stalnega naslova, živi v kontejnerju, ker je zanjo to ugodneje, kot da bi še naprej plačevala najemnino v turističnem apartmaju. Gre za specifičen primer, opisuje prvi mož obnove Boštjan Šefic, ki pozna vse družine seznama in napoveduje, da bo novo hišo na novi lokaciji lahko začela graditi konec aprila in v začetku maja. Podrobneje pa preberite zgodbo Rozmari Petek v Večeru in na vecer.com. Minevajo 4 leta od začetka ruske invazije na Ukrajino, vojne, ki se je iz napovedane bliskovite operacije prelevila v dolgotrajno izčrpavanje brez jasnega zmagovalca. Fronta na vzhodu ostaja skoraj nespremenjena, mirovna pogajanja niso prinesla preboja, ozemeljska vprašanja pa ostajajo največja ovira. Vse manj je verjetno, da se bo vojna končala na fronti. Evropska unija ob obletnici potrjuje podporo Kijevu, a pri novi finančni pomoči so razhajanja. Medtem ko EU na vso moč podpira Ukrajino, pa ne zmore ukrepati v Gazi, kjer Izrael, prav tako kot Rusija v Ukrajini, krši mednarodno pravo in izvaja genocid, v današnjem Večeru piše Jon Knez. Gremo še k rubriki Gremo na kafe. Čehinja Mihaela Hiškova ni običajna turistka v Sloveniji. Je 36-letna učiteljica zgodovine iz Karlovih Varov, ki je svojo slovensko pot začela v univerzitetnih klopeh v Pardubicah, kjer je spoznala slovenščino. Od prvega obiska leta 2010 se v našo državo vrača skoraj vsako počitniško sezono. Samo lani pa je Maribor, ki ga je vzljubila, obiskala 5-krat. Čeprav ji ob prvem stiku leta 2011 mesto ni bilo preveč všeč, je danes njena najljubša destinacija. Z rednimi obiski Slovenije vadi slovenščino, v kateri smo opravili pogovor. Hiškova pa je z leti postala tudi pronicljiva zunanja opazovalka slovenske družbe. V mariborskem pubu Gambrinus smo se ob češkem pivu pogovarjali o njenih načrtih za selitev v Slovenijo, o birokratskih nesmislih, ki preprečujejo vpis v mariborsko knjižnico, in o tem, zakaj vsake jutro pred njenim odhodom v službo na češkem odzvanjajo midva. To je bil Večer zjutraj 25. februarja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.